Jaz ne vem, če ste kdaj videli otroci, zagotovo vem, da ste starši že kdaj videli, igro, ki so se včasih šli fantje, so se postavili 4 v krog, vsak je imel na glavi svoj klobuk in potem je vsak prijel z levo roko svojega soseda za pas in desno roko je dal sosedu na glavo, na njegov klobuk. In na znak so začeli prestavljati klobuk z glave svojega soseda na svojo glavo. Če si predstavljate, v istem trenutku nekdo drži roko na mojem klobuku in prestavljamo. In ob tem, da so ostali v ritmu, so peli zraven tudi pesem in zato, da je šlo potem, da je bila to igra, je šlo to vedno hitreje. In tako dolgo, dokler se ni nekdo zmotil. Potem pa, če so hoteli narediti vso stvar še precej težjo, ko so se že enkrat navadili, so pa zamenjali smer. Je bilo treba pa svoje glave dati na sosedovo glavo. Ja? In zopet, ta igra se je končala na 2 možna načina, oziroma 2 možni posledici sta bili. Bodi si, da sem se jaz znašel brez klobuka na svoji glavi, da bi ga lahko dal naprej, je pomenilo, nekje se je nekje zataknilo. Ali pa sem bil morda jaz tisti, ki sem bil prepozen, mi ni uspelo pravočasno dati klobuka svoje glave in so se na moji glavi začeli nabirati klobuki. Če si predstavljamo to, bomo morda malo lažje razumeli, kaj nam skuša Jezus danes razložiti v tem evangeliju s to zgodbo, s temi krasnimi stavki. Ko pravi Jezus, kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil in zdaj vam dajem to kot eno naročilo, kot eno zapoved, da tudi vi drug drugega ljubite, tako kot sem jaz ljubil vas. Je malo podobno, namreč nihče ne more ljubiti niti sebe, niti drugega, če se ni tega naučil. Mi smo se vsi učili, kaj pomeni imeti rad, od svojih staršev, od svojih bratov in sester, starejših, potem od starih staršev, od kakih prijateljev, prijateljic, sošolcev. Smo se učili, kaj pomeni rad, kaj pomeni imeti rad, kaj pomeni ljubiti. Mi smo ta klobuk, nekdo ga je že dal na našo glavo, da smo ga lahko dali naprej. Nekdo ga je moral dati na našo glavo. Če je ta klobuk ljubezen, nekdo nas je moral ljubiti, da smo mi vedeli vsaj približno, kaj pomeni ljubiti. In potem se lahko vprašamo, ampak kdo je pa naše starše naučil? Ja, verjetno njihovi starši. Kdo je pa njih naučil? Ja, verjetno njihovi starši. Pa kdo pa njih, pa njih, pa njih, pa njih? V vsakem primeru, na koncu pridemo do Boga. Bog je tisti, ki je prvi ljubil. Kot je rekel tudi, kot smo slišali v drugem berilu, kako apostol Janez napiše v prvem pismu, ljubezen ni v tem, da bi mi vzljubili Boga, ampak je v tem, da je Bog nas prvi vzljubil. In od tam mi vemo, kaj pomeni ljubiti in vemo tudi, kako naj bi mi zdaj ljubili naprej. In če bi slučajno pozabili, pa bi rekli, nekje zdaj v tej igri prenašanja klobukov iz generacije v generacijo, nekje v tej igri učenja ljubezni iz generacije v generacijo, nekje so se ti klobuki začeli kopičiti, kar pomeni, da jih je potem malo zmanjkalo, pa jaz mogoče nisem dobil takega klobuka ali pa toliko klobukov, kot bi jih moral dobiti. Imamo vedno možnost, da se rečemo, v redu, lahko se vrnem pa pogledam, kako je bilo na začetku. Kako je na začetku Bog ljubil. Ker Bog ne neha ljubiti. Bog še vedno pošilja klobuke. In še vedno, vsi tisti ljudje, ki smo živi, smo še vedno poklicani v to igro, da se to igro igramo. In da klobuke, ki jih dobivamo, da jih ves čas dajemo naprej. Ker nikoli ne zmanjka. Lahko se kdaj komu zatakne,
Ampak Bog je en tak voditelj igre, ki vedno reče, ja, glej, ok, tu se je, en klobuk se je zataknil, ti ga dam mimo vrste. Ga imaš, ga lahko daš naprej. Pri Bogu nikoli ne zmanjka klobukov. Pri Bogu nikoli ne zmanjka ljubezni. Da bi in nas vedno znova izziva in nas vabi, igrajte se z menoj to igro. To je edina zapoved, ki nam jo Jezus v resnici daje. Ko pravi Jezus, če boste izpolnevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, se mogoče zdi, da Jezus svojo ljubezen malo pogojuje. Če pa ne boste igrali, potem pa ne dobite moje ljubezni. Samo, če se boste igrali. Ampak v resnici gre za to, da ko se igramo, smo že not. In tudi, če se ne igramo, Gospod Bog vedno pošilja klobuke, ker vedno upa in zaupa, da se bomo šli tudi mi to igro. In zakaj si Bog želi, da bi se mi to igrali? Predvsem zato, ker je v tem največje veselje. Jezus pravi, jaz sem vam to povedal samo zato, da bo tisto veselje, ki je v meni, lahko tudi v vas, in da bo vso tisto veselje, ki ga vi že imate, da bo dopolnjeno, da bo popolnjeno. Da boste imeli v sebi tako veselje, kot je veselje v meni, ko vem, kako zelo me moj oče, Bog oče, ljubi. Da bi lahko tudi mi vedeli, da bi lahko tudi mi izkušali, razumeli, da tudi nas Bog oče ljubi na enak način, kot ljubi Jezusa, na enak način, kot je Jezus ljubil nas, da bi lahko tudi mi vedno znova igrali to igro, ne v žalosti, ne v strahu. Kaj se bo pa zgodilo, a bo kdo dal še klobuk na mojo glavo, če dam jaz ta klobuk z glave naprej? Gospod Bog vedno daje nove klobuke, Gospod Bog vedno daje ljubezen. Da bi se torej učili vedno znova tega, naj nas ta 6. velikonočna nedelja spomni na to in naj to sporočilo ostaja v nas tudi potem, ko se bo velikonočni čas končal, da bi se nikoli ne naveličali, ker Bog se nikoli ne naveliča. Bog se želi igrati z nami to igro do konca našega življenja in še naprej. Da bi lahko bili tudi mi tisti, po katerih ljudje spoznavajo to igro, da bi lahko tudi mi koga naučili to igro, ker če se spomnite, kako Jezus pravi, potem bodo ljudje spoznali, da ste moji učenci, če se boste ljubili med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Da bi se mi igrali to igro tako zelo, da bodo lahko tudi drugi ljudje opazili, pa bodo rekli, želim se z vami igrati to igro, želim se s teboj igrati to igro, nauči me, kako se igra ta igra klobukov, kako se igra ta igra ljubezni. A si bomo to zapomnili? Dobro, potem vas povabim, da vstanemo in skupaj spovemo našo vero.